V današnjih časih smo nekako priča, da se v odmaknjenih krajih ljudje izseljujejo in se naseljujejo v večja mesta. In takšen primer je tudi naša dolina Svetega Janeza, kjer število prebivalcev nikakor ne moremo spraviti v pozitivo, in to se odraža tudi na otrocih v vrtcu in v šoli. In seveda je takrat trenutek, da se kot lokalna skupnost vprašamo, kaj pa bi bilo potrebno spremeniti za to, da ta trend obrnemo. Seveda s ciljem, da ohranimo poseljenost podeželja, predvsem pa, da te naše kraje obdržimo v tej kulturni krajini. In marsikje v tujini smo priča takšnim uspešnim projektom. In sam sem že tudi nekaj takšnih zadev videl, pri vseh teh pa je bila osnova to, da se morajo ljudje najprej vprašati, kaj imajo in kaj želijo, predvsem pa, da postanejo ponosni na to, v kako lepih krajih živijo, ne da se počutijo zapostavljene, ampak da vidijo prednosti, ki jih življenje na podeželju prinaša. In ravno zato, kot predstavnik lokalne skupnosti, sem bil izjemno vesel, ko sem videl, da se je na pobudo vrtca Slovenske Konjice, krajevne skupnosti, osnovne šole Pod Goro, pričel en projekt oživljanja doline Svetega Janeza oziroma dela krajevne skupnosti Špitalič. In danes bomo predstavili že tudi prve odzive, predvsem pa poglede, kako na osnovi tistih zbranih podatkov oziroma analize stanja, kako pristopiti k stvari, kje so tiste priložnosti, in verjamem, da bo po koncu današnjega dne pogled na življenje tukaj v Špitaliču precej bolj optimističen, kot je bil do sedaj. Zato še enkrat hvala lepa vsem, ki sodelujejo v tem projektu, in predlagam, da po strokovni, po vsebinski plati predstavita moja dva sogovornika svoj pogled, da bomo pravzaprav vedeli, kaj je tisto, na kaj moramo biti pozorni. In predlagam, kdo bo prvi, predlagam, da bi mogoče ravnatelj kot pobudnik tega projekta povzel tiste osnovne značilnosti, potem pa preidemo na samo vsebino. Torej, veseli me, da smo v zadnjem času dejansko opravili kar nekaj aktivnosti, ki verjamem, da bodo spodbudile razvoj vrtca in šole v kraju in s tem tudi omogočile razvoj kraja. Naše delovanje izhaja iz današnje družbe, iz potreb današnje družbe, se pravi, ki kaže, bom rekel, kar nekaj odstopanj. Predvsem to, da so otroci nesamostojni, da otroci imajo premalo izkušenj za učenje in ravno to izkušenjsko učenje je v tem obdobju najmočnejše. In že po grobem posnetku tega področja smo zaznali, da je to ravno to, kar ta dolina ponuja. Se pravi, ponuja tako naravne kot kulturne potenciale, ki jih lahko izkoristimo za otrokovo srečno otroštvo, za tako brezskrbno otroštvo, ki ga mogoče v današnjem času nekje primanjkuje. Hkrati pa mu s tem omogočimo izkušnje in pa razvoj samostojnega otroka, takšnega, ki ima zelo pozitivno samopodobo in ki dobi tudi te socialno-čustvene kompetence, ki so v današnji družbi potrebne. Se pravi, vidimo to področje kot prednost za predšolsko vzgojo, za šolo in tudi še za druge dejavnosti. Hkrati pa, ker se zavedamo, da je potrebno obuditi tudi sam kraj kot tak, iščemo, se pravi, neke smernice zelenega turizma, kako vnesti neke vsebine v kraj, ki bodo tudi krajanom omogočile mogoče nova delovna mesta in s tem pomagale pri dvigu življenjskega standarda v kraju. Jaz resnično verjamem, da je to odgovor za današnji čas in za današnjo družbo in srčno upam, da bodo takšne pobude začele vedno bolj živeti v Sloveniji, ker Slovenija se ne zaveda, kakšne potenciale ima in jih premalo izkoristimo. Zatorej sem vesel, da so se začeli ti kamenčki povezovati v mozaik
in verjamem, da bomo še veliko naredili. Letošnje leto je Svet Evrope in Evropska komisija proglasil za Evropsko leto kulturne dediščine, prav z namenom, da se ozavestimo, da se zavemo potencialov, ki jih imamo kot v bistvu ne samo kot države, ampak kot pripadniki nekih lokalnih skupnosti. In takih krajev, kot smo danes tukaj v njem, je v Sloveniji res veliko. S tem, da je edinstvenost te doline v tej izredno bogati naravni in kulturni dediščini, ki pa jo moramo seveda vrednotiti drugače. Tudi glede dediščine je potreben razvoj, ampak ne razvoj tega podivjanega neoliberalnega kapitalizma, ampak sočuten, sonaraven razvoj zato, da lahko za naše zanamce ohranimo to bogastvo, ki je še v Sloveniji zelo ohranjeno. V Sloveniji se zelo radi hvalimo, da imamo butično državo, pa da imamo butično prestolnico, ampak taka država potrebuje tudi drugačen razvoj podeželja. To pomeni, da nimamo velikih, ogromnih površin za poljedelsko industrijo, morali bi v bistvu razvijati samooskrbo prav na podlagi teh potencialov, ki jih imamo. In v takih okoljih je običajno spregledan potencial, ki ga nosijo v sebi. Ljudje so nekako se čutijo zapostavljene, odrinjene in sami velikokrat niso sposobni prepoznati, kaj vse imajo v svojem okolju, kar lahko razvijajo v izjemno uspešne zgodbe. Tako da, če se naslonim še na sam vrtec, vlogo vrtca je treba vedno razumeti malce širše, kot smo vajeni. Vrtec opravlja zelo pomembno funkcijo v lokalnem okolju, praktično vzgaja naše najmlajše. Vemo, da se do 7. leta izoblikuje referenčni okvir pri naših otrocih, to pomeni njihovo pojmovanje, razumevanje življenja, je izoblikovano v osnovi pred vstopom v šolo. Če vlagamo v najmlajše, pomeni, da bomo imeli zelo lepo prihodnost. Če bojo oni znali razumeti in ceniti dediščino, potem se nam ni za bati, kaj bo z našimi kraji v prihodnje. To je nekje to osnovno izhodišče našega projekta in seveda vrtec, šola v enem takem ruralnem okolju pomeni tisti kulturni center, ki mora dejansko z vsemi močmi, in vrtec je zdaj že ogromno vložil v tej smeri, se potruditi, da šola obstane in da širi ta svoj kulturni utrip navzven med prebivalce. Pred leti smo smo se mi odrasli navajali ločnega zbiranja odpadkov s pomočjo otrok. V bistvu so bili otroci vrtcev in šol tisti, ki so nam razlagali, nam staršem, kako je treba ločevati odpadke. Mislim, da je zdaj čas, da nas otroci učijo o dediščini in je prav to leto, Evropsko leto kulturne dediščine, sigurno priložnost, da se vsi zavemo tega pomena. Če še par besed spregovorimo o samih vsebinah projekta, sam način obravnave pokrajine, kot smo ga zastavili v projektu, je celosten. To pomeni, da obravnavamo pokrajino vključno z vitalno-energijskimi potenciali, ki jih zasledimo v pokrajini. Zdaj tak primer tukaj blizu Slovenije je vulkan Lat na avstrijskem Štajerskem, kjer so v bistvu iz te pokrajine avstrijske, ki je bila pred 20 leti še zelo zaostala, ravno s tem celostnim pristopom uspeli zelo, zelo razviti to dokaj ruralno okolje in je zdaj ta blagovna znamka Vulkan Lat praktično poznana že, lahko rečemo, v evropskem merilu. In seveda se je pokrajina sama tudi zelo razvila v tem času. Tako da naš cilj je preko dediščine ozavestiti krajane o tem potencialu. V projektu je tudi vključeno poslovno svetovanje oziroma osebno svetovanje za razvoj dejavnosti za posameznike, tako da tudi sami se v polnosti pripravijo na nove izzive in da znajo izkoristiti to, kar imajo v pokrajini.
Začelo se je v bistvu z samim raziskovanjem, v bistvu z pripravo na projekt LAS, se pravi v sklopu razvojne agencije Kozjansko, kjer smo skupaj z zavodom Anima Mundi, se pravi zunanjim sodelavcem, razvili okvir tega projekta, na kak način raziskati potencial in ga potem tudi umestiti v okolje, izobraziti vse, se pravi, strani in ga čim bolj postaviti v življenje. Na kar se je potem temu, kot bi kamenček sprožil, se pravi, neko potovanje, ne, še prišlo do pogovorov z gospo Ano Vovk-Korže, ki je profesorica na Univerzi v Mariboru, hkrati pa je tudi, ima samooskrbno posestvo Dole, kjer svoje znanje, ki jih predava, tudi prenaša v svojo prakso. Temu je sledilo še potem naprej, da smo zaznali, da je to, bom rekel, nek širši okvir zelene integralne Slovenije, ki pa je pod okriljem, se pravi, Ministrstva za okolje oziroma gospe Darje Piciga. In smo še to idejo nadgradili, tako da, bom rekel, gledamo stvari posamezno, vsako za sebe, ampak vseeno se vse te stvari združujejo, ker kot so tudi pogovori kazali, kakšna je bila vloga Špitaliča v preteklosti, je bila tudi vloga samooskrbe, ne. Se pravi, mi samo želimo preko tudi pogovorov s krajani, kar že opravljamo te pogovore, priti do njihovih vedenj in njihovih znanj in jih umestiti v ta prostor nazaj. Se pravi, samo obuditi stvari, ki so že živele nekdaj in so bile uspešne. Tako kot je gospa Karin lepo rekla, mi ne rabimo nekega velikega kmetijstva. Mi rabimo v bistvu takšne butične stvari, ki so pridelane doma. Se pravi, v planu je tudi samooskrba za vrtec in za šolo. Hkrati pa želimo... Mogoče iz tega štartali, da je vrtec v bistvu, čeprav razumem, gonilno kolo tukaj v tej zgodbi. Kako ste začeli? Vse skupaj se je začelo z razmišljanjem. Namreč tale objekt šolski je bil pred 12 leti generalno obnovljen. In ko pa gledamo podatke o številu otrok pred recimo 60 leti v Špitaliču ali pa danes, se pa nenehno srečujemo s težavo, kako zadostiti tistemu minimalnemu standardu, da lahko šola oziroma vrtec sploh obstane tukaj. In seveda z nekimi administrativnimi ukrepi ne prideš do cilja, to je lahko samo kratkoročno, je treba začeti razmišljati, kako v globalu spremeniti v bistvu pristop, da bodo ljudje spoznali, da je to kljub vsemu zanimivo. Ne moreš nikogar prisiliti. Priti moramo do tega spoznanja in prej mi je bilo zelo všeč, ko je gospa Karin omenila ta vulkan Land, tudi sam sem si ga pred časom pogledal. V bistvu je samo to, da si ponosen na to, kaj imaš. Ne, da se počutiš nekako zapostavljenega. In podoben primer smo gledali lani na Švedskem. S kakšnim veseljem ti ljudje povedo, da so prebivalci te vasi, ko pa mi pridemo tja iz enega večjega mesta, naprimer iz Štokholma, prideš to v vas, pa misliš pa, ljubi Bog, kje vi živite. Oni pa si ponosni. Tam je medicinska črpalka takšna, kot je bila pri nas pred 50 leti mogoče. Ampak so ponosni, da imajo. In z tega ven se začne. Da si ponosen, da imaš naravno hrano, zdravo hrano, ki je bistveno več vredna in tudi pri ljudeh cenjena, kot pa tista, ko jo v trgovini kupiš. In to je vsa poanta tega, je spremeniti miselnost. In zato so pa izjemno pravo okolje predšolski otroci. Zato se je začelo pa to z vrtcem. Začelo se je z vrtcem, ker pač opazujemo trend zadnje par let, se pravi nestalnega vpisa. Hkrati, če povežemo še z širšo sliko, da v kraju ni priseljevanja mladih družin, je potrebno nekaj storiti oziroma lahko samo čakaš, kdaj se zaprejo ti generatorji razvoja kraja, se pravi vrtec in šola, ki so zelo pomembni za obstoj kraja. In to v tem momentu ni infrastruktura, ampak so vsebine, ki imajo večjo moč kot pa infrastruktura, ker infrastruktura bi morala slediti vsebini, ne pa obratno, ne.
in tu niti ni potrebno infrastrukture, ker vse že je, ne. Se pravi, res ozavestiti, hkrati pa res, ko se pogovarja s krajani in ko vidiš dejansko nazaj privzgojiti ljubezen do domače zemlje, nazaj privzgojiti ljubezen do tega dela na zemlji, ne, ki je tudi podcenjeno, ne. In to dejansko lahko mi naredimo v vrtcu, ne. Ker otroci so v tej fazi zelo subtilni in zelo dovzetni, ne. In oni radi delajo. Oni potem izgubijo to ljubezen, ko dobijo strani medijev, strani družbe informacijo, da to mogoče ni najbolje, da mora biti vsak zdravnik, da mora biti vsak odvetnik, ne. Ampak je to daleč od resnice, ne. Mi smo v tem mozaiku pač vsak enako pomemben člen, ne, in mi brez oskrbe ne moremo živeti, tako kot ne moremo brez zdravnikov živeti, ne. In samo to je ta možnost, ki jo tu dejansko imamo, ker je naravno dana, ker v mestih je vseeno okolje, kjer smo mogoče preskupaj, ne, v določenih momentih. Tu pa je okolje, kjer tudi vrtec in šola živita in dihata kot ena velika družina, ker so starostno mešani otroci, se pravi skupaj in tudi v šoli, kar je pozitivno. In današnja pedagogika temu govori tako. Se pravi, mi moramo samo razumeti, zakaj je bolje odraščati na podeželju in to ponesti naprej. Koliko pa je otrok sicer v vrtcu pa v šoli? Čeprav to zelo niha, ne? Zdaj. Ja, niha, bom rekel, v vrtcu otroci nihajo nekje od 13 pa tudi do manj, v letošnjem letu jih je nekoliko manj, ampak letos jih je 9, 8 zdaj v začetku in 9, se pravi, se še 9 pridruži. V šoli pa jih je 7. In zaradi tega je tudi občina, bom rekel, skupaj z občino oziroma tudi občina predlagala, da naredimo neko skupno strategijo, kako vrniti nazaj otroke v šolo, da otroci recimo se ne vpisujejo v šolo v mesto, ampak da ostajajo v kraju, da vidijo, zakaj je dobro, ker dejansko učni proces v šoli tudi lahko prenesemo, se pravi v učilnice na prostem, in to je plan tudi tega projekta. In to je celostna slika. Ja. Vseeno se pa ta vrtec je zelo blizu tudi Žičke kartuzije, ne? Tudi bo tukaj kakšna povezava Žička kartuzija, pa ste to karkoli omenili? Ne, nismo še omenili, ampak ja, v prihodnosti je plan tudi, se pravi, izvajati, bom rekel, šola v naravi, ne, ker samo področje kot tako to omogoča. To je več kot pozitivno območje in za predšolskega otroka, da se prvič osamosvoji in za šolske otroke. Tu se ponujajo stare obrti, stara znanja kot obogatitveno, tu se ponuja živali, tu se ponuja Žička kartuzija kot možnost likovnega ustvarjanja, kulturnega doživetja. Tako da to je vse v nastajanju, ampak želimo postopno pač graditi, začeti na začetku in iz tega jedra potem tudi širiti to dejavnost. Zaradi tega je tudi znotraj tega projekta LAS to nakazano kot smernice zelenega turizma, ne. Se pravi tistega kvalitetnega turizma, ki dejansko napolni obiskovalca, ne pa tistega, ki išče, bom rekel, zabavo navzven. Ampak na 9 lokacijah imeti vrtec je poskregano z ekonomsko logiko. Ampak življenje je še kaj drugega kot ekonomska logika. In treba videti samo enkrat, ko prideš, ko je tule materinski dan in ko je pol mamic solznih, ko jim otroci naredijo neko kulturno prireditev, je pa čisto drugi vidik, ne. Same vsebine projekta, če se jih še dotaknemo, zaobsegamo kraje Špitalič, Stranice in Slovenske Konjice, tako da imamo tudi ti dve krajevni skupnosti, malce stranski bi lahko rekli, v pokrajini, ki jih želimo skozi projekt revitalizirati, vključeni. Kot partner sodeluje tudi TIC, turistična organizacija iz Slovenskih Konjic, in imamo tudi privatni sektor vključen, podjetje Fijavž iz Stranic.
Hkrati pa v vseh teh okoljih skozi projekt vzpostavljamo učilnice na prostem. To pomeni, da razvijamo gozdno pedagogiko skozi izobraževanje za učitelje in vzgojitelje. Hkrati bo potekalo izobraževanje za turistične vodnike, ki bojo skozi projekt razvili svoj avtentičen produkt oziroma način vodenja, individualen, ne nek posplošen, da vsi potem isto govorijo monotono na enak način. In končni rezultat je pol tudi publikacija. Vse rezultate predstavljamo na zaključni konferenci za javnost. Predvsem pa je seveda pomembno, da skozi projekt te vsebine res zaživijo. Tukaj je praktično skozi to preliminarno analizo, ki smo jo opravili ob samih pripravah vsebin projekta, se pokazalo, da kraj dobesedno rabi, ne. Tako je kot ena speča sneguljčica, ki se lahko obudi z enim takim impulzom. In ves ta potencial, ki ga skriva v sebi, ga je treba samo obuditi v življenje. Je primer dobre prakse v Sloveniji? Ja, seveda. No, lahko rečem, da prav trenutno delamo na Rogli, za Unitur Rogla, tale model zelenega geomantičnega turizma, tako da je že energijski park, vitalno-energijski park postavljen na Rogli, poleg hotela Natura. Naslednji teden imamo izobraževanje za zaposlene. Ne, to ni cilj projekta samooskrbni vrtec. Cilj projekta je vzpostavitev teh odprtih učnih okolij, ki so potem uporabni za šole in vrtce, popoldanskem času za druženje staršev, otrok, ostalih krajanov in pa seveda tudi za izvajanje vsebin zelenega turizma. Kak je pa časovni okvir, mogoče imate zadano kakšno časovnico? Časovnica projekta je 1 leto, vemo pa glede na izkušnje, pač časovnica začne teči od odobritve, ne, tako da mi imamo zastavljeno za naslednje leto, 2019. Zdaj pa z odobritvijo ministrstva in tako naprej se to potem lahko pomika, ampak v 1 letu bo potem vse izvedeno. Začeli smo s projektom LAS, odprta učna okolja, ne, ki smo ga potem nadgrajevali še z drugimi zunanjimi sodelavci, ne. Eden izmed teh je gospa Ana Vovkorže, ki nam bo pomagala pri samooskrbi. Druga je gospa Katja Temnik, ki je v bistvu znana v kraju po zeliščih, ne, in se bo tudi pridružila pri vzpostavljanju tega zeliščnega vrta v vrtcu, šoli in hkrati usposabljanju otrok in učiteljev vzgojiteljev. Potem je pa še tu, tako kot sem omenil, zelena integralna Slovenija, ki pa njen koncept je pa v bistvu ravno ta združitev, se pravi in duhovnega dela, in izobraževalnega dela, in gospodarskega dela, in lokalnega dela, se pravi povezava v okolici, ne. In znotraj te zelene integralne, se pravi, so pa pač modeli, ki so znani tudi po svetu, po dobri praksi, ne, in se ta dobra praksa samo prenaša, ne, oziroma se svetuje, oziroma se nadgrajuje. Mogoče to vprašanje, čez 1 leto, 2, 3, kaj bo tukaj, kakšno bo to okolje? Kako, ne vem, otrok bo malo več v vrtcu, šoli, turistov malo več, kaj bo? Kaj pričakujete? No? V vsakem primeru pričakujemo večje število otrok v vrtcu in v šoli, dodano vrednost na vsebinah v vrtcu in v šoli, se pravi na bom rekel, pedagogiki, ki izhaja iz okolja. Potem pa, ker se zavedamo, da je to povezano tudi s krajem, se pravi večja aktivacija ljudi v kraju, se pravi začetek podjetništva v kraju, v povezavi z temi vsebinami, povezava z gospodarstveniki in pa tudi Žičko kartuzijo. Ker Žička kartuzija je točka v dolini, ki je zelo že do sedaj, bom rekel, privabi veliko gostov, ampak hkrati pa je potrebno za to dolino, da se oživi, še poiskati druge točke in jih umestiti v zemljevid. Se pravi, ko pride gost v ta kraj in veliko tujih gostov prihaja, da se ne ostavijo samo v Kartuziji, ampak se ostavijo še pri Žičkem grobelniku, se ostavijo še na učilnici na prostem, se ustavijo še na naravnem igrišču in vse to imajo predstavljeno že v teh biltenih, ki jih bomo v
sklopu tega projekta naredili, ne. In verjamemo, da se bo začelo prebivalstvo dejansko nazaj vračati tudi. Z vsako možnostjo, ki se bo ponudila. Mogoče še samo to, koliko pa je takšnih staršev, ki zdaj otroke mogoče raje vozijo v konice, namesto da bi jih samo pisali? Zdaj v vrtcu še mi zajemamo otroke, bom rekel. Ta trend se bolj vidno kaže v šoli. Ne? Ampak v primeru, da starši razumejo, zakaj je bolje, da ostanejo na podeželju, verjamemo, da bodo tudi lažje ostali. A je že bilo kdaj, da ste bliže na tem, da bi to šolo že kar zaprli zaradi premajhnega števila otrok? Ali to se že ponavlja, to je že bilo tam leta 91-92 so že imeli celo sklep o zaprtju šole, pa so potem kasneje nekako malo pozabili na to. Zdaj, če pa zadnji 3-4 leta je pa skozi tako na meji. Ne? In predvsem v šoli je težava, ne? Tistih 7, koliko jih je zdaj. Ne? In ta skrat mora ravnateljica uveljavljati to izjemo, da sploh šola obstane. Ne? Tako čisto na škrgah smo, bomo rekel temu. Ne? In seveda, ko bodo začeli spoznavati, to je proces, to ne bo enem letu od 2, ne? Da bodo imeli pa naenkrat pa 15 otrok. Počasi. Premik v glavi, da bodo tako od tistih gor v Vulkanlandu, ko so veseli, da dobi za darilo eno jabolčno vino od soseda, da ni ponosen na to, da je dobil neko penino iz Francije, da zna to bolj ceniti. No. Ampak vse, ne, zdaj, če mimo tega, ampak a je v Sloveniji neka praks? Na ta način ne. Govorimo o gozdnih vrtcih, govorimo o delni samooskrbi, ne govorimo pa o celostnem holističnem pristopu, kar pa mi govorimo ravno z geomantijo, ne, se pravi z gospo Lavinovo, ne, se pravi, ni tisto, da mi prinesemo vsebine, ampak je, da jih odkrijemo vsebine, ki so v prostoru. Pa na njih opozoriš. Ne. In na ta način povezano, bom rekel, z lokalno skupnostjo, z gospodarstveniki, z vsemi deležniki, ne, jaz mislim, da ne obstaja še. Bo pa to v bistvu na nek način smernica tudi za vse ostale krajevne skupnosti v naši občini, ne, ki še trenutno ne vidimo tega, bom rekel, drastičnega upada otrok v vrtcu in v šoli, ampak glede na svetovne trende, če ne bomo nekaj storili, bo v parih letih tudi tu problem. Ne.